zakaj se naša država ni prijavila v to zvezo agencij, neodvisnih agencij, z svojim svetom za visoko šolstvo. Zakaj se naša država ni prijavila v register agencij za evalvacijo visokega šolstva? Zaradi tega, ker točno vedo, da eden od temeljnih pogojev za to, da lahko pridemo v register, je neodvisnost. In neodvisnost, ki stoji na imenovanju članov sveta za visoko šolstvo in tudi vseh ostalih potem teles tega sveta za visoko šolstvo, seveda ne more biti zagotovljena, če imenovanja opravlja politični organ, pa naj bo to cela vlada ali pa samo eno od ministrstev. Danes bo razprava tekla o nekaterih sklepih, ki jih predlagajo seveda po skladu s poslovnikom predlagate obe poslanski skupini, o katerih sem prej govorila, in moram reči, da še posebej bom podprla sama kot članica odbora predlog, da bi Komisija za preprečevanje korupcije preverila, ali je ravnanje Sveta za visoko šolstvo z njegovimi komisijami, zlasti komisijo za poslovne in dejavnosti in pravo, ali ne kaže na koruptivnost ravnanja članov te komisije, zaradi tega, ker gre za ljudi, ki so verificirali posamezne nove visokošolske programe in potrdili nastanek zasebnih visokih šol na ta način, da so kasneje potem tudi predavatelji na teh visokih šolah. To pomeni, da nekaj vendarle ni čisto v redu in da tukaj sicer se z doktorjem Prunkom lahko strinjam, da gre za familiarnost, kadar gre za to, da se recimo nek član sveta za visoko šolstvo ob evalvaciji ali ob verifikaciji, akreditaciji posamezne fakultete izloči, ker je on ustanovitelj te fakultete. To je že prav, ampak on familiarno lahko z osebnimi stiki s preostalimi člani posamezne komisije seveda doseže, da njegov program akreditirajo. To je familiarnost, bi lahko rekli, vendar je to tudi koruptivnost. Tukaj lahko filozofiramo, ne gre tukaj za pretok denarja, tukaj gre za dejanja, ki kažejo na koruptivno ravnanje, zaradi tega, ker ima nekdo od odločitve nekoga drugega neposredno korist.